Rusija, Moskovska regija, vas Kuprovo. Cerkev Gospodovega vstajanja. Izvedimo znanstveni akustični poskus. Stojim točno pod sredino kupole. Veriga iz središča kupole visi navpično navzdol, usmerjena je direktno vame. Oglasil se bom. Premikal se bom. Zapustil sem cerkveno stavbo. Zvok je postal veliko šibkejši. Šel bom nazaj. Poslušajte, kako se zvok spreminja. Šla sem v zgradbo in zvok je postal veliko močnejši. Pod sredino kupole postane zvok še glasnejši. Govorim z normalno glasnostjo in zvok močno odmeva. Cerkvena stavba je akustični resonator. Ni lesenega poda, zemlja mehča in delno duši zvok. Tu so bila gladka tla. Tla so okrepila akustično resonanco. V okenskih odprtinah ni stekla, v vratnih odprtinah pa ni vrat. Zvočni val gre nepreklicno v praznino. Predstavljajte si, kako močan odmev je to imelo v preteklosti. Še ena zanimiva točka. Resonanca templja je uglašena na nizko frekvenco. Če govorite nizko, je odmev močnejši. Cerkvena stavba je bila zgrajena za ojačanje zvoka. Cerkveni akustični resonator je deloval brez porabe električne energije. In danes tudi deluje, brez elektrike, bencina, nafte in plina. Za gradnjo pa je bilo porabljenega veliko materiala in energije. Porabljenih je bilo več kot 1000 ton opeke. Ustvariti preprost zvočni ojačevalnik. To pomeni, da morate zelo glasno moliti Bogu. Ali je vsemogočni Bog, ki vse ve, vse vidi in vse sliši, res potreboval ojačevalce zvoka? Znanost in vera ne moreta odgovoriti na ta preprosta vprašanja. Ugotoviti morate sami,